Pozdravljeni! Pred nami sta dirka v Spaju, nato v Monzi, dve progi, kjer pogonski sklop v Formuli 1 pride še kako do izraza. In že danes so mediji polni stolpcev o tem, kako bodo prišli novi pogonski sklopi, še več moči. Marsikateri navdušenec pa se nostalgično spominja tistih časov, ko so na teh progah kraljevali atmosferski motorji konfiguracije v 8 oziroma v 10 ali kakšne druge, ter kako so bile to prave dirke. A razvoj je šel naprej. Te pogonski sklopi, hibridni pogonski sklopi, katere imamo danes v Formuli 1, hočeš nočeš, niso tako slabi, kot jih nekateri kritizirajo, temveč, ukolikor pogledamo malo kakšne čase in rekorde dosegajo na krogu, vidimo, da jim ni para. A kakšna je razlika med tistimi atmosferskimi motorji in današnjimi pogonskimi sklopi? Ne toliko samo v tehniki, temveč tudi v načinu uporabe, in kje je tista razlika, se bomo poskušali razjasniti danes. Najprej, razumeti moramo, da v konceptu atmosferski motor, kot je bil v 10 ali pa v 8, je bil narejen v Formuli 1 tako, da je imel čim višjo rotacijo, čim višjo število obratov glavne gredi in zaradi tega tudi čim višjo končno moč, čim več konjev. To so dosegli tako, da so naredili motor z sorazmerno širokim premerom bata in kratkim hodom. Kratki hod je pomemben zato, kajti ukolikor se predstavljamo bat, ki gre gor in dol in v vsakem tem svojem potovanju gor in nazaj dol enkrat obrne glavno gred, ukolikor ima kratek hod, ima zelo kratko pot gor pa dol. Krajša kot je pot, hitreje lahko obrne glavno gred. Tako smo dobili v tem obdobju V8 rotacije glavne gredi tudi 20.000 obratov v minuti, enkratna številka. To je posledično dalo tudi moči tem motorjem, ki so primerljive s tistimi, ki jih imamo danes na hibridnih enotah. Seveda je bila drugačna kubatura, da jih ne bo kdo enačil med seboj. A pojdimo korak naprej. Ta kratek hod v konceptu, v batu Formule 1 ima eno šibkost. Namreč pomeni zelo, zelo nizek navor. V teoriji, ukolikor pogledamo v literaturo, bomo opazili to, da idealno razmerje med premerom in hodom bi bilo 1:1. To se pravi, tak kot je premer bata, tak je hod, ukolikor pogledamo strani, bi bil kvadrat. Formuli 1 nikoli ni bil tak, kajti zmeraj so iskali visoke obrate. V tem obdobju v 10 nekako povprečno smo imeli premer bata 94 mm, hod 43,2 mm, razmerje je bilo 0,46:1. Še več, Ferrari 0,49 motor je imel hod samo 0,41, to se pravi še širši bat, še krajši hod, še višje obrate. Seveda, točni podatki so izjemno težki za jih dobiti in izjemno težki za jih preveriti. Po malce iskanja sem dobil zelo, zelo zanimive podatke o motorju iz dobe V8, o Toyoti RUX06, seveda iz sezone 2006, kjer so priznali, da je njihov motor dosegel režim 19.000 obratov v minuti, moč 740 konjskih moči in navor 274 Nm v 2,4 litra. 274 Nm, vsakemu, ki se malce za to zanima, je podoben navor, ki ga lahko dobimo iz kakega navadnega, vsakdanjega motorja, ki ga dobimo v avtomobilu, podobne kubature. Lahko je malo nižja vrednost, a ne bistveno nižja. Da se razumemo, imel je ogromno konjev tam zgoraj, a navor tam spodaj ni bil kaj prida. Če pogledamo te današnje pogonske sklope konfiguracije v 6, ta motor z notranjim izgorevanjem, ki je srce vsega, ima ta določen premer bata, 80 mm. Če to preračunamo, kak je hod, dobimo, da je ta 39,7 ali kmalu 40 mm. To se pravi 0,50:1. Še zmeraj daleč od tistega ideala 1:1, a višje razmerje od tistega, ki smo videli tam.
A še nekaj drugega, to so hibridne enote, to se pravi, ne samo da je turbo, imamo MGUH pa MGUK, ki delujejo dvosmerno. O tem sem že posebej razlagal, samo da na hitro obnovim. Kje je prednost teh dveh hibridnih delov? Namreč ne toliko na vrhu, kajti rotacija je omejena na 15.000 obratov, katere, se bom vrnil pole, redko kdaj dosežejo. Temveč v tistem spodnjem delu, tam, kjer rabijo pri pospeševanju, da MGUK doda močno vztrajnik takrat, ko bolid pospešuje, MGUH pa izniči tisto zamudo, ki je mogoča na turbini. To se pravi, prav v tistem delu, kjer so imeli atmosferski motorji šibkost, imajo te hibridni pogonski sklopi močno točko. Tudi, ko smo prej govorili o rotaciji, 15.000 obratov je nek režim, ki ga dosežejo mogoče v kvalifikacijah. Na dirki menijo približno na 12.000, 12.500, morda 13 zaradi vzdržljivosti in zaradi varčevanja z gorivom. In spet se bojo dobili kritiki, varčevanje z gorivom ne spada v dirke. Ni res, kdor to govori, ne pozna bistva dirk. Namreč, bistvo dirk je priti prvi čez cilj. Manj goriva pomeni tudi manjšo težo, katero bolid lahko nosi, in s tem, ko porabi manj goriva, je lahko hitrejši. Zapomnimo si znane izjave Adriana Neweja, 10 kg manj teže pomeni 2,5 oziroma 3 na progi. Če pogledamo, kakšna je poraba goriva današnjih pogonskih sklopov, se ta giblje okrog 100 kg na uro omejena. Tista, ki je bila v tem obdobju atmosferskih V10, je bila 190 kg na uro, to se vidimo, da se je zmanjšala približno za polovico. In če pogledamo malce realne številke, tiste z realnega sveta, lahko vidimo, da danes v današnji Formuli 1 stoji še zmerom rekord, ki so ga postavili v sezoni 2005 z atmosferskim motorjem V10. Namreč, najvišja izmerjena končna hitrost v Formuli 1 je tista, ki jo je dosegel Juan Pablo Montoya z McLarenom v Monzi in meri točno 372,6 km na uro. Perfektno. To je eden izmed tistih rekordov, kateri so všeč publiki. Če pogledamo, lani je Kimi Räikkönen s Ferrarijem dosegel nov rekord, nov najhitrejši krog v tem smislu, da je imel najvišjo povprečno hitrost. Ta je bila 263,587 km na uro. Nima veze s tisto končno hitrostjo Montoye, ta končna hitrost je bila dosežena na testiranju, ne vemo, ali so končali končno hitrost ali ne, ampak zanimivo, pri vsem tem je ena druga primerjava, da si bomo bolje razumeli. Če pogledamo tisti spisek končnih hitrosti, ko je Kimi Räikkönen dosegel ta svoj rekordni krog, bomo videli, da je bila njegova najvišja izmerjena končna hitrost 342,7 km na uro. Ni bil niti prvi najhitrejši, temveč peti v tisti skupini in je cirka 30 km na uro nižja od tiste rekordne od Montoya. Kljub vsemu je dosegel rekordni čas. To pomeni, da je razvoj tega hibridnega pogonskega sklopa šel v drugo smer, iz tiste grobe moči, iz tistih grobih konjev na vrhu režima, ki smo jih videli pri atmosferskih motorjih, je šel tam, kjer je imel pomanjkljivost, v tisti navor, ki je manjkal, tam se je dogajalo, hibridni te deli primejo, začnejo dodajati in vidi se rezultate. Kljub temu, da nimamo tisto ekstremno visokih končnih hitrosti, so časi na krog bistveno boljši in tudi, naprimer, materiali, kot so pnevmatike, imajo probleme s pregrevanjem, ne toliko zaradi bolidov samih, kot zaradi sile, ki jih pogonski sklopi preko njih spravljajo na asfalt. Torej, te hibridni pogonski sklopi še daleč, da so slabi. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.